prispevku govorim le o nekaj primerih organiziranega pristopa k leposlovju v knjižnicah oziroma knjižničnih sistemih z vidika urejanja relativnih informacij in vsebin, ki jih knjižničarji pripravljajo za leposlovje in s katerimi se bralec lahko orientira pri izbiri svojega leposlovnega branja. Izhajam iz stališča, da za samostojno presledovanje in potem izbiro kvalitetnega leposlovja v kakršnemkoli sistemu bralec potrebuje tudi kvalitetno informacijo o gradivu, ki mu je na voljo. Moj prvi primer je vodič priporočilni sistem za branje iz Avstralije. Mestnik za iskanje gradiva na vidno mesto postavlja oceno za priporočila, in sicer v dveh kategorijah. Stopnja priporočila, od sprejemljive do zelo priporočljive, od 2 do 4, negativne ni, in posebej še neke vrste literarna ocena od 2 do 5. Obe oceni se v konkretnem primeru ne ujemata z isto stopnjo. Priporočilo ima oceno 2, literarni slog 3, torej sta obe kategoriji vrednoteni po različnih kriterijih. Oceni nista rezultat glasovanja uporabnikov, ampak rezultat uredniškega dela in vrednotenja recenzentov. Ocena je dejansko tudi utemeljena v recenziji, ki je priključena naslovu. Zato je to nekak šolski primer. Žal izpade iz naše kategorije in tega prispevka, ker ni knjižničarski. Takšnega s tako eksplicitno izraženo oceno nisem zasledil nikjer več. Biblion je bil danes že omenjen točno pod tem vidikom, kot ga omenjam jaz. Je edinstven primer sistematičnega vrednotenja novega knjižničnega gradiva za knjižnice, tudi leposlovja, ki je organiziran že za potrebe izbora in nakupa. Zahteve glede recenzij so kar se da jasno opredeljene. Ena izmed teh zahtev je tudi ocena, pri čemer je v ospredju vidik izbora za knjižnico. Knjižničar mora iz ocene razbrati, ali dotično knjigo knjižnica mora imeti, ali lahko pogreša, ali kaj vmes. Recenzije so potem vključene v lokalne kataloge knjižnic. Podobne okoliščine centralne nabave in obdelave knjižničnega gradiva najdemo tudi na Finskem. Podjetje BTJ izvaja centralizirane storitve za splošne in druge zainteresirane knjižnice z oskrbo gradiva, s katalogizacijo, oskrbo knjižnične opreme, nudi skupen informacijski sistem, a brez organiziranega vrednotenja knjižničnega gradiva. Zato so poleg te centralizacije finski knjižničarji uvedli sistem vrednotenja leposlovja na skupnem portalu. Zastavili so ga leta 2007 na skupni spletni strani za promocijo leposlovja. Trenutno obsega 125.000 naslovov, 1500 novih letno. Podatkovna baza je vzpostavljena s pogodbo s prej omenjenim centrom, od koder se za vse naslove prenesejo ključne besede, klasifikacije, povzetki. Recenzije za starejše gradivo so digitalizirane in dodane. Za nove vsebine s dodano vrednostjo skrbi uredniški odbor, ki zagotavlja reprezentativnost vseh knjižnic. Sestavlja ga 7 večjih knjižnic, bibliografski servis BTJ in še 3 druga združenja oziroma institucije. Poglejmo nekaj vsebin, ki jih spletna stran prinaša in se posredno ali neposredno navezuje na našo tematiko vrednotenja leposlovja v širšem pomenu. Na spletni strani je urejen pregled vseh finskih literarnih združenj in drugih kulturnih ustanov.
Če katere ni, ste naprošeni za opozorilo o uredništvu. Na spletni strani je objavljen napovednik televizijskih in radijskih oddaj, ki se nanašajo na leposlovje in kulturo branja. Spletna stran vzdržuje pregled vseh finskih književnikov, urejenih po finskih regijah. Če koga ni, ste naprošeni za pripombo v uredništvu. Spletna stran deluje kot priročnik literarnih obdobij in smeri. Tu so seveda tudi literarne nagrade, naštetih v sistemu je 200. Na spletni strani so urejeni priporočilni seznami po različnih kategorijah, raznih žanrih in tematskih sklopih. Seveda nikakor ne manjka sodelovanja bralcev z verzijo socialnega omrežja. Uporabnik oblikuje svoj seznam najljubših knjig, jih komentira in komunicira z drugimi bralci. Takoj zraven so seveda še povezave na druge finske knjižne bloge. Obvezna vsebina spletne strani so tekoči pregledi novosti. Novosti in pregled finskih avtorjev sta najbolj obiskana dela te spletne strani, ki šteje 3000 obiskov na dan. In še vsebine, ki tudi ožje zadevajo temo vrednotenja leposlovja. Uredništvo objavlja literarne razprave na izbrane teme iz aktualnega leposlovja. To je torej primer skupnega nastopa knjižnic za priporočanje leposlovja na eni platformi, s čimer lahko računajo na boljše učinke, tako po obsegu objavljenih vsebin, kot dostopnosti teh za uporabnike. Kako stanje ocenjujejo sami? Namenoma sem naštel številne vsebine in funkcionalnosti te spletne strani, ki dajejo prepričljiv vtis v nasprotju samokritiko. Na sliki je moj prevod ocene trenutnega stanja glavne urednice tega servisa. Govori o tem, da ravno pri knjižničarskih anotacijah in recenzijah, ki pomenijo vrednotenje vožnje pomenu besede, še niso dosegli želenega in da jim je pri tem zgled sosednja Danska. Tudi danske splošne knjižnice imajo od leta 2000 skupaj knjižnični katalog, v katerem je združenih 86 knjižnic z 2 milijona obiskov na leto. Poleg centraliziranega kataloga od leta 2003 tudi na Danskem deluje vzporedno skupna spletna stran splošnih knjižnic namenjena leposlovju. Uredništvo vzdržuje uspešno sodelovanje s številnimi knjižničarji iz danskih knjižnic, ki pišejo knjižne recenzije, vodijo knjižne klube, pripravljajo knjižna priporočila. Skratka, združeno vzdržujejo aktivno dogajanje za promocijo leposlovja privlačno za bralce. Vrednost, ki jo prepoznavam v tem primeru skupne spletne strani za književnost danskih knjižnic, je učinkovito sodelovanje. Skupno spoznanje in soglasje o nesmiselnosti razpršenih aktivnosti po knjižnicah je verjetno prvi od ključnih elementov. Delovanje je podprto s prikazano organizacijo. Pogodbeno sodeluje 88 splošnih knjižnic, delo vodi upravni odbor 5 direktorjev knjižnic z letno lekcijo, vsebine pripravlja 5 uredništev, 1 za recenzije. Nadaljujem s primerom priporočilnega sistema za vrednotenje leposlovja, organiziran kot servis in storitev za splošne knjižnice. V njem prepoznavamo pomen celovitosti vseh informacij, ki so urejene za leposlovno delo. Na zaslonu navedena raziskava primerja vsebine 4 vrst opisov, komentarjev ali ocen po izbranih romanih. Primerja izbor strokovnih recenzij, založniških predstavitev novih izdaj, knjižničarskih anotacij ter opise in odzive bralcev po prebranju. Rezultat primerjave je najmanjši skupni imenovalec v informacijah, ki jih je potrebno urediti za ustrezno predstavitev romana v tem primeru. Te osnovne zahteve
so izhodišče za prikaz naslednjega primera. Servis Novelist je del uveljavljenega ameriškega sistema za podporo knjižnične dejavnosti EBSCO. Pri nas nastopa kot ponudnik online podatkovnih zbirk, od lani tudi kot ponudnik paketa 28.000 e-knjig za splošne knjižnice, v katerem žal ni leposlovja. Novelist je storitev, ki je prvenstveno namenjena priporočanju leposlovja v obliki spletnega servisa. Tehnično se mi zdi pomembna zaradi naslednje okoliščine. Servis je za knjižnico, ki ga naroči, integriran lokalni katalog in torej ne predstavlja vzporedne spletne strani za priporočanje branja. Knjižnico stane letno naročilo od $800 do $1000. Nastanek servisa sega 25 let nazaj na podlagi zamisli prodornega knjižničarja Duncan Smitha, da bi se učinek knjižničarjev z izjemnim znanjem o knjigah in sposobnosti za svetovanje ne končal pri zadovoljnih uporabnikih, ki so jim osebno svetovali, ampak bi z njihovo pomočjo zgradil bazo priporočil, ki bi bile v pomoč tudi drugim knjižničarjem kot samim bralcem. Zamisel je realiziral strokovno prepričljivo in tudi poslovno učinkovito, tako da je servis leta 1999 odkupil EBSCO. Servis je v okviru tega posvetovanja tesno dostopen na našem omrežju do 14. julija. Eden od najbolj kreativnih in prepoznavnih delov tega servisa so kategorije literarnih značilnosti v mojem prevodu, ki se določajo za posamezno leposlovno delo. To niso predmetne oznake ali ključne besede za vsebino, ampak so poleg žanrov dodatne oznake za literarni značaj leposlovnega dela. Zastavljene so zato, da bi lahko uporabniki izbirali branje, kar se da po svojem okusu, ne le po temah, ki za leposlovje niso nujno bistvene, in ne le po priljubljenih žanrih, ampak tudi po drugih literarnih značilnostih, kot jih nakazuje slika. Ta izdelek prinaša celemu servisu specifično dodano vrednost, ki smo jo s kolegi za nam prepoznane primere lahko tudi potrdili. Kategorije literarnih značilnosti so naprej definirane in razdeljene v 4 sklope, plus dodatna 2, še za ilustracije in za kvalitete glasovne interpretacije v primeru zvočnih knjig. Skupno je opredeljenih čez 150 kategorij, ki jih redakcijski tim smiselno dodeljuje posameznemu leposlovnemu delu in kar se da natančno določajo literarni značaj posameznega dela. Tu je izbor 4 kategorij prvega sklopa, potek zgodbe v prostem prevodu. Kategorije so poimenovane kratko, kar se da intuitivno, sicer pa je uporabniku vedno pri roki priročnik The Secret Language of Books, iz katerega je ta prikaz kategorij tudi povzet in lahko v njem uporabnik najde razlago za vsako kategorijo. Sklop pripovedni ton obsega največ kategorij, skupaj 57. In še primer sklopa, ki opredeljuje slog pisanja s 27 kategorijami. Poglejmo, kako te kategorije učinkujejo v priporočilnem sistemu. Spotoma bomo spoznali še druge vsebine z dodano vrednostjo, ki skupaj upravljajo nalogo priporočanja branja. Ena takih vsebin, iz katere lahko izhajamo pri iskanju svojega branja, je tu prikazana tematska priporočilna lista, sicer tipični knjižničarski izdelek, v našem primeru na temo afroameriškega vprašanja. Vidimo, da je lista avtorsko urejena, podpis je povsod v servisu zaščitni znak prispevka z dodano vrednostjo, tako imenovanega tima za kreativne vsebine.
Priporočilni list ima vsak naslov kratek opis za prvo orientacijo, pri izboru naslova, pa dobi bralec v delu takoj za kratkim opisom na vpogled v predstavljeno kategorizacijo literarnih značilnosti. Pod navedbo žanrov so temu delu pripisane 3 sklopi s po eno kategorijo, ki opisujejo literarni značaj knjige. Pod temi kategorijami je še ena posebnost tega sistema z vrednostjo 750. Je opredeljena jezikovna zahtevnost tega naslova, zgornja možna vrednost je 1700. Tako jezikovna zahtevnost kot literarne kategorije imajo takoj pri roki povezavo na tabelo in priročnik za razlago definicij. To je priročnik definicij za oceno jezikovne zahtevnosti. Na podlagi kategorizacije literarnih značilnosti Novi list so v našem izbranem naslovu zgradi priporočilo drugih del s podobnimi značilnostmi. Dodana vrednost servisa Novi list pri teh priporočilih je najprej razvidna utemeljitev priporočila. Ta je za prvo knjigo, večkrat tudi za drugo in tretjo v priporočilu urejena kot anotacija v redakciji in ni rezultat računalniškega algoritma. Spet nosi podpis avtorja. Nadaljnja priporočila pa so sicer rezultat algoritma, kot ga najdemo tudi v drugih spletnih servisih za priporočanje branja. Novi list se razlikuje od drugih zaradi prikaza utemeljitve tudi v tem primeru. Utemeljitev je tokrat tipsko besedilo, sestavljeno s karakteristikami, ki so bile premišljeno dodane iz šifranta kategorij in so na to vplivale tudi na rezultat algoritma. Mi smo izbiro vzorčnega naslova začeli v priporočilni listi, uporabnik pa lahko obratno svoje iskanje začne tudi z izbiro kategoriziranih literarnih značilnosti, kot je prikazano na tej sliki. Izbere jih na levi strani seznama literarnih značilnosti. Za izkušenega uporabnika lahko rečemo, da kar knjižničarja, poznavalca, pa je na voljo tudi zahtevnejša oblika ročnega opisa želene kategorije z ustrezno iskalno predpono. Poglejmo iz našega primera še druge vsebine, ki so praktično priključene kot koristne informacije bralcu za boljše odločanje o svoji izbiri. Najprej je iz podatka o nas v avtorju na voljo povezava, ki se razširi v kratko predstavitev avtorja. Dobimo zgoščen opis osnovnih značilnosti avtorjevega literarnega ustvarjanja, sledi kategorizacija žanrov in kategorizacija literarnih značilnosti njegovih del, vse urejeno kot povezava za novo iskanje. Imamo prikaz drugih njegovih del, s premikom na naslednji gumb tudi seznam zvočnih knjig njegovih del. In desno spet povezava na sorodna dela. Druga dodatna informacija je seznam nagrad za to delo, na katere opozarja ikona pod navedbo avtorja. Nagrade se izpišejo kot nove povezave za predstavitev dodeljenih nagrad. Novi list ureja seznam več kot 2200 knjižnih nagrad in vseh vrst nagrajenih list, bralcev, založnikov, literarnih revij, seveda za angleško govorno področje. Tu je prikaz 21 nagrad iz tega seznama, ki jih podeljujejo knjižnice, ali jih organizirajo, ali v njih presojajo z ocenjevalno žirijo. To so torej prav tako primeri, ki jih opredeljujemo kot dejavnost knjižnic
za sistematično vrednotenje leposlovja. Če se vrnemo k našemu primeru, je v nadaljevanju na razpolago povezava več o knjigi. Prikaže pričakovane bibliografske podatke, kot smo vajeni iz drugih sistemov. Še enkrat so poleg niza predmetnih oznak vidno prikazane vse specifične kategorije, s katerimi je urejen ta naslov in delujejo kot povezave za nadaljnjo iskanje. Za naš izbran primer je nadalje na razpolago dodatno gradivo za vodenje diskusije v bralnem klubu ali pri pouku v šoli in podobno. Prvi navedeni članek se nanaša najprej na izbrani naslov, naslednja na dela s sorodnim značajem. Vsebina je urejena po ustaljeni strukturi, kot jo prikazuje montaža. Ključna vrednost za to vrsto gradiva imajo rubriko vprašanj, ki so možna za diskusijo in kot vedno spet napotila na dodatno branje. V nekaterih primerih je za priporočilo o dodatnem branju na razpolago tudi drugačen članek, ki ni didaktično gradivo. Bralcu prinaša primerjavo med avtorji, ki imajo neke skupne značilnosti literarnega dela, in jih članek predstavi spet po ustaljeni strukturi. Predstavitev literarnih kvalitet predlaganega avtorja in nato predstavitev ostalih s primerjavo in z opisom razlogov, zakaj so priporočeni v tem kontekstu. In še recenzije. Uredništvo Novi list ne pripravlja lastnih recenzij, pač pa je za vsak naslov leposlovja v Novi list vključena recenzija, ki je v tem delu objavljena v prikazanih 5 uveljavljenih kritiških revijah, s katerimi ima Novi list dogovor o uporabi. Booklist, prva med navedenimi, danes že opozorjena, spada med vzročne primere po vseh kriterijih tega prispevka. Izdajajo Ameriško bibliotekarsko združenje in je v osnovi namenjena vrednotenju založniške produkcije relevantne za knjižnice. Recenzije, v katerih pričakujemo tudi oceno kvalitete leposlovnega dela, tako celovito zaokrožijo mozaik vseh vsebin, ki v predstavljenem servisu Novi list nudijo zanesljiv pripomoček za samostojno izbiro branja. Premišljeno izbrane in pripravljene informacije omogočajo zainteresiranemu uporabniku zanesljivo oceno po vrednosti branja, ki ga izbira, v ožjem pomenu besede in tudi v subjektivnem, glede na njegove želje in interes. Knjižničarju, enako tudi bralcu, ki je pripravljen samostojno iskati branje zase. Recenzije, v katerih pričakujemo oceno kvalitete leposlovnega dela, nudijo zanesljiv pripomoček za priporočanje branja. Ostale premišljeno izbrane in pripravljene informacije omogočajo zainteresiranemu uporabniku učinkovito izbiranje gradiva. V takšnem kontekstu se njihov priročnik za definicije kategorij The Secret Language of Books upravičeno začne s prikazanim motom in s njim končujem tudi